Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, naša današnja gostja je Simona Semenič. Pozdravljena. Dramatičarka, performerka. Za svoja dela si prejela 3 Grumove nagrade. Za 5 fantkov.si, za 24 ur in za 7 kuharic, 4 soldate in 3 Sofije. Leta 2018 pa si prejela tudi nagrado Prešernovega sklada. Poleg tega še veliko nagrad v Sloveniji, v tujini. Tvoje igre so bile uprizarjane vse povsod, pa prav tako pač po Evropi kot izven nje. Nika Leskovšek je za gledališki list za uprizoritev, medtem ko skoraj rečem še ali prilika o Vladarju in modrosti, v sezoni 2014-2015 v ljubljanski Drami zapisala. Če bi se o dramskih besedilih dramatičarke Simone Semenič učili v šolah, bi v učnem programu najverjetneje zapisali, da gre za mlado avtorico, letnik 1975. 3-kratno dobitnico Grumove nagrade, da je za njeno dramsko pisavo značilno, da avtorica ne upošteva konvencij klasične oziroma moderne drame, da njena besedila le redko členijo ločila, da ne uporablja velikih začetnic. Poleg tega so zanjo značilni široki razmahi digresij, da gre skratka za en sam gost verbalni tok, kjer se didaskalije kar zlivajo v eno z glavnim besedilom oziroma replikami likov. Če bi želel biti ta učbenik družbeno angažiran, a politično korekten, bi morda pisalo še, da lahko avtorico umestimo v kontekst feminističnega diskurza. Čeprav bi bila morda bolj ustrezna oznaka postfeminizem. Če bi šlo res za napreden učbenik, ki je v stiku s sodobnimi tokovi teorije dramske pisave, bi tam morda še pisalo, da se njena dramska pisava odmika od drame in ji verjetno bolj ustreza oznaka gledališki tekst. Ter se celo približuje tako imenovanemu ne več dramskemu besedilu, saj se avtorica vse skozi poigrava z mejami dramskega izraza, do kam še lahko seže in kaj še lahko postane. Simona, kako bi komentirala ta navedek? Ja, ne vem, v bistvu, zdaj, kar se tiče teh oznak, postdramsko, ne več dramsko, moram priznati, da jih ne razumem prav najbolje. Ne vem, kaj ne bi bilo postdramsko, kaj ne bi bilo potem takem dramsko in kaj ne bi bilo ne več dramsko. Jaz pač za svoja dela rečem, da so pač dramska dela. Kar se pa tiče ostalega, kaj sem, tudi ne vem, kakšna razlika med feminizmom in postfeminizmom, če sem čisto iskrena. Vsekakor se v svojih delih ukvarjam in se poskušam ukvarjati z nekimi, recimo temu, feminističnimi vsebinami. Zdi se mi, da se s tem moram ukvarjati, no, da je to moja nekako naloga. Pa naj si bo, da pišem za odrasle ali pa za otroke, se mi zdi, da je pač na te teme nenehno potrebno opozarjati. Zdaj, ne vem natančno, kdo je rekel ta citat, ampak v tem smislu pač, da je treba boje, ki smo jih izbojevali, ali pa vsaj mislimo, da smo jih izbojevali, nenehno bojevati naprej. Mislim, če zdaj pogledamo čisto konkretno, naprimer splav, se pravi to, kar je zdaj bolj pereče oziroma aktualno. Splav se je izbojeval, pravica do splava se je izbojevala že pred, ne vem, ustava je bila zapisana v 70-ih, se pravi takrat, ko sem se jaz rodila, se pravi to je že skoraj 50 let nazaj. Ampak danes se spet pojavljajo vprašanja, če naj bo splav legalen ali ne. Se pravi, ta pravica je bila izbojevana in potem smo se recimo temu ženske mogoče ali pa družba nasploh, ne samo ženske, nekje polenili oziroma nismo več razmišljali o tem kot o stvari, za katero se je treba ponovno oziroma vse skozi bojevati. In zdaj smo spet na vprašanjih, za katere smo mislili, da smo jih že nekako preživeli. No. Skratka, zdaj to sem dala samo kot primer, no, o tem,
se mi zdi, da govorim ves čas, da se je treba pač za neke pravice, za nek pravico, za pravico ves čas bojevati oziroma govoriti o njej. No, in zaradi tega se mi zdi, da pač kot ženska sem nekje dolžna pisati o teh stvareh, opominjati na nje ves čas, se pravi pač patriarhatu, siceršnjih krivicah mnogih, ki so stvar patriarhata ali pa česa drugega. Tako da glede tega bi se strinjala z Niko, glede postfeminizma in ne več dramskega, pa pravzaprav ne, ker ne bi znala povedati, kakšna je razlika med enim in drugim. No. Nekje mogoče en občutek že imam, ampak artikulirati absolutno ne znam tega. Tvoja dramska besedila so do zdaj izšla v več različnih knjigah, v več zbranih del, ne? V zbirkah. Zadnjo izdajo, zadnjo zbirko imam tukaj pred sabo. To je zbirka, v kateri so 3 drame. Ti si čudež, Ni to in pa Lepe vide, lepo gorijo. Zbirka pa ima naslov 3 drame za punce. 3 igre. 3 igre za punce. V vseh 3 igrah nastopajo ženske, veliko žensk. Ja, večinoma, v bistvu ženske. Ja, ženske v bistvu. In tudi nekaj moških. Ja. In med njimi nekako, recimo vsaj v tej prvi, ne, Ti si čudež. Ti si čudež, nastopa Janez. Ja. Nam lahko mogoče kaj več poveš o tem Janezu, oziroma o tem, kako pravzaprav pač te delavke in ta mlada ženska, se pravi mlado dekle v tvoji igri, nekako pač komunicirajo objekt svojega poželenja oziroma svoje želje, ki ga pravzaprav tako utelesiš v tem Janezu. Zdaj, tale igra je nastala po naročilu in sicer v dogovoru z Tomijem Janežičem, ki jo je potem tudi režiral v Mladinskem gledališču. In sicer izhodiščna ideja je bil lik Don Juana. Se pravi, nek, recimo temu, osvajalec, ki ga ženske obožujejo, ki vse se zaljubijo vanj, in on to izkorišča, v bistvu jih konzumira kot, ne vem, nek potrošno blago. In v izhodišču, se pravi, sem imela ta lik nekje in potem sem razmišljala, nikakor se nisem mogla s tem nisem mogla komunicirati s tem materialom, ne znam zdaj natančno razložiti, zakaj, ampak preprosto me ni ta motiv tega osvajalca me nikakor ni pritegnil. Ampak potem, ne vem, slučajno se je potem zgodilo, da sem nekje prebrala en citat tega slavnega igralca Rudolfa Valentina. Vprašali so ga, kako se počuti, ko so vse ženske se zaljubijo vanj in padejo v nezavest, ko ga vidijo in tako. In on je odgovoril, da je v bistvu, da se ne zaljubijo vanj, ampak je on samo platno, na katerega slikajo svoje želje in svoje sanje. In potem, recimo, ko sem to prebrala, se mi je zgodil ta nek klik, recimo. Se pravi, da napišem igro z druge perspektive, se pravi z perspektive teh žensk. Kdo so te ženske, ki se zaljubijo v tega Don Juana, ki je potem dobil ime Janez, to čisto preprosto slovenjeno ime. Se pravi, vprašala sem se, kdo so te ženske, zakaj se zaljubijo vanj, kaj jih pri tem žene, kaj je v njem takega, da se zaljubijo vanj. In potem pač izhajajoč iz tega, da je on samo platno, na katerega odslikavajo svoje želje in svoje sanje, svoja hrepenenja, sem potem zastavila besedilo tako, da sem imela več ženskih likov, med sabo čisto različnih, vse se pa zaljubijo v tega istega moškega. Zakaj? Seveda vsaka ima
nekje svoj razlog in vsaka ga vidi drugače. To je bilo pri meni bistveno, se pravi, vsaka vidi v njem tisto, kar sama želi, kar se ji zdi, da ji manjka v življenju, dopisuje s tem likom Janeza. Janez je v resnici v tej igri popolnoma nepomemben lik, tako kot so v mojih igrah in nasploh vsi Janezi. Skratka, pomembne so te ženske, ki se zaljubijo vanj, ki manjko v svojem življenju nekako polnijo s to romantično ljubeznijo ali pa tudi malo manj romantično, naprimer, se pravi erotično, no, se oboje enako romantično lahko, ne? Ja. Skratka, se pravi, ali z vidika neke res, ne vem, romantične zaljubljenosti ali pa poželenja, in potem se besedilo v bistvu fokusira na te ženske, ki so iz različnih okolij, različnih starosti, in potem v bistvu vidimo pač potek oziroma dobimo nek vpogled, no bom rekla, v njihova življenja, v neke odseke, izseke iz njihovih življenj. No, skratka, to je to, se mi zdi. Ja, ne prizanašaš ne ženskam, zlasti pa seveda ne moškim, ampak v resnici na nek način v tej igri se zdi, da tako ženske kot moški, se pravi pač v tem primeru Janez, pripomorejo vsi skupaj k reproduciranju patriarhalnih obrazcev, vzorcev, družbenih v bistvu stereotipov. Ja, mislim, absolutno. To je zgodba pač o nekih, recimo temu, družbenih vzorcih, stereotipih, ne vem, matricah. Se pravi, tu se ta matrica na nek način samo razgrne. V bistvu z njo se kaj veliko ne zgodi, ampak sej, recimo, če vzamem za primer, ne vem, 5 fantkov, svojo dramo, je tudi isto. V bistvu se samo razgrnejo neke matrice, igram se s stereotipi, večinoma, in to je to. Ni zdaj tu neka zgodba, ker ima, ne vem, začetek, vrhunec in konec. Mislim tudi, ja, posamične zgodbe, seveda tudi to, ne vem, tukaj pri Ti si čudež, v bistvu to dekle, ki umira in potem tokom igre tudi umre, ampak to je samo eden izmed leitmotivov, pravzaprav ni zdaj to glavna zgodba oziroma ogrodje te igre. Ja, v resnici sem hotela izpostaviti to, da pravzaprav niso krivci samo moški, ampak so v bistvu krive tudi ženske. Oziroma, absolutno. Mislim, zdaj, če se pogovarjamo o patriarhatu, nikakor ne mislim, ali pa tudi nekjer, jaz mislim, da nisem tega zapisala, no, če sem nevede in po pomoti. Ne, ravno to se mi zdi, da pač seva. Ja, absolutno, patriarhat ni nekaj, kar so zgradili in vzdržujejo moški. Ampak je to sistem, ki ga vzdržujejo vsekakor tudi ženske. Me vse, mislim, in pač pri tem se mi zdi, da pravno to je tisto, o čemer sem prej govorila, recimo, zato se mi zdi, da je nenehno treba opozarjati na to. Jaz sama, recimo, se mi zdi, da še kar približno, vsaj, no, vidim, prepoznavam te vzorce v družbi, ampak potem, recimo, sem doma, moja otroka, ki sta oba moškega spola, sedita pri mizi, recimo, pač skuham kosilo in potem se usedeta in mama, daj mi to, mama, daj mi ono, mama, daj mi tretje in jaz jim dam. In takrat, ko pač se hranimo, jaz ne razmišljam o patriarhalnih vzorcih in mislim, preprosto avtomatično počnem neke stvari, ki sem jih zmeraj počela, ki sem bila navajena na nje iz otroštva naprej in jih ne problematiziram sproti. Potem jih sicer nekako se tudi o tem pogovarjamo in včasih tudi kaj rečem, ampak hočem povedati to, da v bistvu tudi jaz ves čas vzdržujem ta patriarhat na nek svojimi, ne vem, dejanji, no, vzgojo, marsičem. In obenem v svojem pisanju preizprašuješ stereotipne vloge
ženske, moškega. Predvsem pa se velikokrat, tako kot pač jaz spremljam tvoje delo, ukvarjaš v bistvu s pozicijo ženske kot tiste, ki je pravzaprav ujeta v neke pač obrazce. Predvsem, kar se tiče recimo, ne vem, ženske seksualnosti, vprašanje pač nasilja nad telesom, vprašanja pravzaprav na nek način, kje patriarhat vdira v intimo. In zanima me v bistvu, glede na to, da pač izhajaš tudi iz osebne izkušnje, da pač to preizprašuješ v svojem življenju, kje je dejansko rešitev, oziroma a je rešitev v tem pač zavedanju pač lastnih dejanj, oziroma a smo mi na poti pravzaprav do neke pač spremembe v teh odnosih? Mislim, to se mi zdi čisto preveč kompleksno vprašanje, na katerega tudi ne znam odgovoriti. Mislim, preprosto ne znam, če kdo zna, ne vem. Ampak se mi zdi, da je recimo patriarhat že tako zlizan s kapitalizmom, recimo v naši kulturi, da preprosto težko ločimo med enim in drugim. Eno se zažira v drugega in jaz ne vem, mislim, ne vem na kakšen način, kaj bi bila rešitev za to. Mislim, prvo mora pasti kapitalizem, no, se mi zdi, pa bo padel tudi patriarhat. Ne vem. Ampak v svojih besedilih pa vendarle osvobajaš žensko. Oziroma, na nek način, ne vem, če bi temu rekla osvobajanje, ampak ja, tudi lahko se tudi na ta način interpretira. Ja, recimo, mislim, nekaj, tu je pač nekaj, kar lahko naredim jaz, nek mini drobec, ne vem, ampak za neko temeljitejšo spremembo, jaz mislim, ne vem, tudi bo potrebno prvič veliko časa in več dejavnosti, no. Tako, ne vem. V svojih igrah se ukvarjaš tudi z krizo reprezentacije oziroma z vprašanjem pač reprezentacije. Ne samo stereotipiziranih vlog žensk, recimo kot trpečih mater, ali pa moških kot junakov, ali pa določenih filmskih prizorov, ali pa recimo družbenih vlog, ampak tudi z neustreznostjo določenih družbenih političnih modelov predstavniške demokracije. Namreč v naši družbi je res veliko pač tudi marginaliziranih, utišanih glasov, ki jim pa ti daješ v svojih igrah glas. Pač tle ne govorimo samo o ženskah, ampak o zelo različnih skupinah v bistvu. In v tem smislu se mi zdijo tvoje igre izredno demokratične, izredno odprte in pravzaprav nujne za branje in uprizarjanje v današnjem času. Obenem pa se v njih ne izogibaš krutosti. V bistvu mene osebno tvoje igre zelo velikokrat bolijo oziroma prizadenejo, nekje pač na zelo intimnem, nekako se lahko z njimi povežem tudi prek te ne krutosti, ampak mogoče bridkosti, ki jo nosijo pač v nekih momentih. Pa me zanima, je tudi to pot do nekako dviga določene zavesti, recimo pač ljudi. Ne vem, če je tu pot, če je tu prava pot, sploh ne vem. Ne vem, tu je v bistvu način, na katerega pišem, je manipulacija s čustvi. In v izhodišču sem zelo proti manipulaciji, umetnosti, ampak ne vem, včasih se mi zdi, da mogoče samo skozi to neko bridkost lahko vstopijo ene stvari. Po drugi strani pa recimo se mi zdi, da je tega že tako preveč v vsakdanu, mogoče bi morala ubrati povsem nasprotno pot. Ampak to je spet eno vprašanje, na katerega ne vem odgovora. Ne vem, zdaj, ne, resnično ne vem.
ne vem, a je tu pot do česarkoli, ne bi mogla odgovoriti. Ne vem, tudi sama se s tem ukvarjam. Ukvarjam se s tem vprašanjem, ker v bistvu včasih hočem, da boli, napišem na ta način, da boli, ampak ne vem pa zakaj, zakaj, a je to, a to kam pelje ali ne vem, tako pišem. No, mene to pelje do razmisleka, oziroma pač mi zbudi v bistvu določena čustva, ki jih moram potem predelati znotraj nekega svojega vrednostnega sistema in izkušnje. Ne? Ja, po drugi strani sem pa taka bralka in gledalka, da v bistvu, če me nekdo hoče recimo čustveno zmanipulirati oziroma me pač prizadeti čustveno, se čist zaklenem. In preprosto ne bom več tega gledala niti brala. In bom raje posegla po nečem, kar me razvedri. Se pravi, ne vem. Mogoče ne bi bila najboljša bralka svojih del. Ne, zagotovo. Smo pa zato drugi. Pač, ne? Ja, ne vem, mene pač te stvari, ne vem, preveč prizadanejo. Recimo, že če berem časopis, dobim v bistvu zelo hitro pospešen utrip in ga raje ne berem. Tako da ne vem. A je mogoče, da recimo sploh v zadnjem času, ko se mi zdi, da uporabljaš zelo veliko življenjepisov zgodovinskih oseb, posegaš v druga časovna obdobja, iščeš pravzaprav neke drobce, ki jih mogoče tudi po svoje predelaš. Pišeš zgodovino skozi oči, pač tvoje oči, ne skozi oči v bistvu teh zmagovalcev, to bi rekla pač patriarhata, ki je pač pisal zgodovino žensk, tako rekoč uradno zgodovino. Lahko kaj več poveš o tem, odkje ta neka, bi rekla, povezava z zgodovino, z temi biografijami, sploh žensk, sploh mogoče teh vidnejših, pa tudi manj vidnih žensk, pač znanih, neznanih. To v bistvu zlasti v kontekstu ni to, pa tudi lepih vid me zelo zanima. Ja, v bistvu, recimo, zgodovina mi je bila vedno zelo zanimiva, no? In iz tega izhajajoč tudi inspirativna, recimo. In seveda neki vzorci se ponavljajo, ne vem, od pravega naprej in se mi zdi, da jih poskušam iskati, recimo, se pravi, ne vem, čisto konkretno v lepih vidah, se pravi ta vzorec ženske čarovnice, ki je pač tukaj seveda govorim od srednjega veka naprej, ne prej, se pravi, ne pred tem. Se pravi, najprej je bila čarovnica, potem je bila nora, potem mislim in tako naprej. Ampak to je vedno pomenilo žensko, ki pač izstopa iz družbe, ker je na ta ali oni način neprilagojena, recimo. Mislim, seveda zdaj to tako generaliziram, no, poenostavljam. Se pravi, iskanje teh vzorcev, recimo, ki se ponavljajo skozi zgodovino, to je ena stvar, ki me zanima. Ja, in potem ti liki, vse to je bilo, sem že recimo, mislim že v Fantkih, ki sicer ni, mogoče ni toliko opazno, oziroma sploh ni opazno, ampak so mi bili za navdih neki dogodki konkretni, ki so se zgodili v zgodovini. Potem, ne vem, seveda v gosti je veliko tega, pa v kuharicah, jaz mislim, da praktično v vsaki drami jemljem neke zgodovinske dogodke, ki jih potem predrugačim, seveda, dam druge like, ali pa like uporabim zgodovinske. Ne vem, to mi je vznemirljivo, no, ne vem, kako naj odgovorim spet. Skratka, ja, to me zanima. Biografije, recimo teh nekih opaznejših osebnosti, pa tudi manj opaznih oziroma neznanih, se pravi, tista neka imena, ki nikoli ne pridejo nikamor, se pravi, niti v Wikipedijo, niti v literarno zapuščino. Ja, pretežno pa so to ženske, no, pretežno so to ženski liki.
Ni to imaš kar 4 ženske like. Marijo, Lucijo, Sofijo, ki se ponavlja v eni celi liniji tvojih dramskih del, in pa Furijo. Nam lahko kaj več poveš o teh dramskih likih in o njihovem iskanju idealne slike ljubezni, v bistvu slike brez dogodka, ki ne bi bila varna, tiha? A je ta slika mogoča? Ne vem, mislim tako. Ja, absolutno, ta slika je mogoča in jaz sem prepričana, da je prisotna v naših življenjih vsak dan, ampak tu danes ni več dovolj. Oziroma, ne vem, če je sploh kdaj bilo, ampak načeloma danes se mi zdi pa je še manj dovolj. Se pravi, non-stop smo drogirani pač s temi, kako se temu reče, socialnimi mediji, pač na telefonu niti ne opazimo, smo po, ne vem, pol ure ali pa 1 ali pa 2 uri, pa sploh ne opaziš, da je čas minil. Ves čas je dogodek, ves čas se dogaja. Če ni dovolj dogodka, greš na drugo stran, če še tu ni dovolj dogodka, greš, dogodek. Non-stop je dogodek in v resnici na ta način v bistvu svojih dogodkov, vsaj mislim, ne opazimo svojih slik, ljubezni, ne opazimo ali pa zdrvimo mimo njih, ali pa niso dovolj dobre. Recimo, to je tudi eden od motivov v tej igri, se pravi, ni to. Se pravi, karkoli ta, recimo, pisateljica, ali kar je Sofija, ali pa Sofija, zapiše, ni dovolj dobro, išče vedno boljšo sliko, vedno boljši prizor in seveda nikoli do tega prizora ne pride in išče naprej. In isto vsi 4 liki pač nikoli ne pridejo do nečesa, čemur bi rekli, ok, to je to, zdaj smo pa zadovoljne, recimo. Ni to je naslov potem tega besedila, ampak tukaj nisem, potem se je pač tudi interpretacija zgodila, da sem mislila v bistvu v tekstu to, ko imamo nekje, da nikoli nismo dovolj dobri. To ni bilo mišljeno v tem nekem, recimo, psihološkem smislu, ampak v bistvu širše družbeno sem želela, pač, zdaj, če ni tako prišlo ven, ja, ampak se pravi, da za nas ni nič dovolj dobro, za to civilizacijo, to kulturo našo, recimo, raje kot civilizacijo. Se pravi, ne vem, tukaj, če čist tam en najbolj banalen primer, ne vem, tukaj se nam svet nam razpada pred očmi, ampak pač namesto, da bi reševali ta svet, iščemo neke svetove, kamor bomo šli naprej, se umaknili od tega, ki ga uničujemo in pač gledamo, kako bomo šli na Mars ali kdo ve kam. Skratka, ali pa si bomo inštalirali tam en satelit in bomo tam veselo živeli naprej do konca svojih dni. Skratka, ta nek gon, ki ga imamo po večjem, po boljšem, po hitrejšem, po še, ki v bistvu je nad vse oziroma ultimativno rušilen. No. Tako da o tem, po mojem, govori ta drama, no, oziroma igra. Rušilen je tudi gonilo v bistvu sistema kapitalizma, pač ja, časa. Človeka, ne vem, ja. Tega, kar smo. Ja, v tvojih igrah te v bistvu zelo zanima ideološka konstrukcija sveta in predvsem njena dekonstrukcija. Ne? In se mi zdi, da se zato tudi zelo pogosto vpisuješ prvoosebno pripovedovalko, didaskalijo, ki pač nosi en ta subjektivni pogled. V bistvu na nek način svoj glas, oziroma glas, ki ni niti, ne moramo reči tvoj, ampak ki je v bistvu drugačen, ki ni pač tipično prepoznavno dramski glas. In me zanima v bistvu, odkje potreba potem, oziroma odkje potreba potem, da je to še posebej izpostavljeno. Ne vem, v bistvu se niti ne spomnim, kdaj sem začela mislim, da sem na ta način začela didaskalijo uporabljati pri gostiji, se mi zdi. Ja. Ampak v bistvu tam je bil
pripovedovalec Mornar, se pravi ne jaz kot avtorica, pač pa Mornar. Jaz sem pa nastopala, se pravi jaz, Simona Semenič, sem nastopala kot eden izmed 7 likov, ne vem, 6, ne vem. Skratka, ampak potem se je ta pripoved Mornarjeva iz besedila Gostija začela nekako seliti tudi v druge drame. Jaz mislim, da bolj zaradi forme, ker mi je bila všeč ta forma, ta neka poetična, recimo temu, oblika pripovedi, kot zaradi tega nekega, recimo temu, avtorskega glasu. Bolj, mislim, to je, definitivno je to avtorski glas, ampak ta glas, ta avtorski glas je še en lik. Se pravi, jaz ne dojemam tega kot svojega besedila, ker kot svoje besedilo dojemam tudi, kar govorijo liki. Se pravi, ta didaskalija je v bistvu še en glas, še en lik. Ne pa moj avtorski glas, ker moj avtorski glas je povsod v vseh likih, v didaskaliji in tako naprej. No, tako. No, potem pa sem se na različne načine poskušala igrati, pa potem sem napisala en tekst čisto brez didaskalije in je bil potem ta avtorski, recimo temu, glas porazdeljen med liki. Potem je bilo celo besedilo v bistvu didaskalija. No, tako na različne načine sem poskušala s to didaskalijo se igrati. No, tako. Eno zelo zanimivo in pomensko vlogo ima ta glas, ima glas oziroma ima didaskalija tudi v igri Lepe vide, lepo gorijo. Tam se mi zdi... Ja. No, kar povej, kaj bi... V Lepih vidah je v bistvu ta glas avtorica, ne avtor, pač pa avtorica, ki v bistvu vodi dialog, pravzaprav se pogovarja tako z liki, kot z liki, pač 2 lika sta v bistvu čarovnice, z različnimi glasovi in inkvizitorka in ta avtorica se pojavlja tu vmes. In potem so pač še monologi in avtorica povezuje, se pravi didaskalija povezuje pač vse te 3, recimo, ne ravni, pač pa 3 enote besedila. Ker preveč maham z rokami. Meni se ne zdi. Okay. Ampak v bistvu v tem glasu je pa zaznavna tudi ena zelo posebna pozicija. Ker če imamo na eni strani čarovnice, na druge inkvizitorko, ki naj bi jo igral moški, kar moramo tudi pač nekje pojasniti, ki jo lahko igra moški, je potem ta glas na nek način izven te paradigme in izven te dualnosti inkvizitorke in čarovnic. Ja, jaz ga nisem na ta način razumela. Jaz sem ga razumela kot, da je vpet, v bistvu zunaj čarovnic in inkvizitorke so monologi. Ti so zunaj, ampak ta glas pa je vpet v dogajanje med čarovnicami in inkvizitorko in v bistvu se podreja inkvizitorki, potem se malo podreja čarovnicam, v bistvu tega glasu pravzaprav ni. Ta glas nekje se zgubi, zato ker pač nima glasu, ker počne ali tisto, kar želijo čarovnice, ali tisto, kar želi inkvizitorka. In kot tak, glas kot tak samostojno ne obstaja. Oziroma je subjekt tega glasu ujet v jezik, tako napišeš. Ja, tako, recimo. Ona je ujeta v jeziku. Ja. Ampak obenem pa preizprašuje zastavljene vloge, zgodovinski kontekst, preizprašuje... Ja, ampak tukaj tudi čarovnice v bistvu in inkvizitorka na nek način ves čas. Se pravi, ta glas, kot ga jaz razumem, tukaj ni recimo na neki drugi, na nekem drugem nivoju, ampak so vsi
3 je približno enako. So pa posebej, se pravi, ti monologi, ti so pa pač neodvisni od, sicer glas jih prekinja, ampak ti monologi niso liki, ampak so samo monologi, ki so vstavljeni v pač ostalo besedilo. No. Tako da mogoče je tukaj v resnici, zdaj če poskušamo dekodirati to igro, mogoče v bistvu avtoričin glas v resnici so tisti monologi, ne pa didaskalija. V bistvu je Lepa vida nekak paradigmatski slovenski tekst. Od Cankarja do Šeliga pač so slovenski kanonizirani avtori posegali po tem materialu, po ljudskem izročilu Lepe vide. Tvoja Lepe vide lepo gorijo, je pa v bistvu prva obdelava, vsaj kot jaz poznam, v bistvu iz vidika ženske avtorice. In tukaj se mi zdi, da si se zelo naslonila na tudi Silvio Federici, na njeno v bistvu marksistično študijo čarovništva na eni strani, na drugi strani pa na v bistvu tradicijo čarovništva oziroma na poznavanje čarovništva, pač tudi na slovenskem oziroma pri nas. Pa seveda na to, kot si že prej rekla, na to, da so to v bistvu pač demonizirane ženske s posebnimi vedenji, se pravi posameznice in posamezniki, ki izstopajo iz družbe. Obenem pa se mi zdi, da ta glas, o katerem zdaj že nekaj časa v bistvu poskušava pač govoriti in prodreti do njega, med ostalim tudi govori, da se ženske borimo za pravice, ki jih že imamo. To si tudi že na začetku najnega pogovora izpostavlja. In me zanima, je vzpostavitev tega zavedanja že začetek ene spremembe v nek ravni družbene spremembe? No, skratka, kar se tiče tega, da se ženske borimo za pravice, ki jih že imamo, to je bil, mislim, da je tale bodeča, ki je že Neža pred 2 letoma, mislim, podeljena za to izjavo. Zdaj pa, tako, mislim, to je zelo ironično v besedilu omenjeno. Ženske se borimo za pravice, ki jih že imamo, ker imamo še ogromno enih pravic za priboriti si. Tako da, mislim, prej sem mogoče malo nerodno govorila o tem, da je treba non-stop opozarjati pač tudi na tiste pravice, ki so že priborjene, ampak vsekakor je tukaj še mnogo dela, da se pribori dejansko neko enakost, enakopravnost, ne enakost, pardon, med moškimi in ženskami. Ja, absolutno. Jaz to tako razumem, ta citat, namreč prav v nasprotnem, da se borimo za pravice, ki vedno znova se moramo boriti za pravice, ki so bile že izborjene. V bistvu jaz ga tako razumem. Ne več kot, sploh v bistvu kontekst te bodeče Neže ni bil prisoten, ampak v bistvu ga razumem v svojem nasprotju, že v bistvu po ironiji sami, kar se mi zdi popolnoma absurdno, pač, da ga ne bi tako razumela. Ves čas, no, skratka, ta nenehna, čeprav boj, to je tako moška beseda, ta nenehna dejavnost, pač, ki je potrebna. Mogoče, Tako, negovanje, mogoče to, nenehno negovanje teh pravic, ki so že, misel pač na nje, ampak in seveda tudi spet boj, pač z uveljavljanjem pravic, ki še niso. No, tako, ne vem. Jaz mislim, da z besedo boj ni nič spolno determinatornega, ampak... Jaz pa imam tukaj kar probleme. Naprimer, ne vem, te besede, ki so anti. Mislim, beseda, ki je anti, nima svojega korpusa. Beseda anti je samo proti nečemu. Ampak kaj... Se pravi, tukaj imam jaz že, mislim, malo težav, zdaj to je spet nov pogovor, ampak, no, skratka, ne vem, se mi zdi, da moramo vse te stvari misliti tudi v jeziku, no. Če želimo spremeniti svet, potem ne moramo biti anti, ampak moramo biti za. In se pravi, nas ne mora določiti
nekaj proti čemur smo, ampak nas mora tudi naš jezik, govorim zdaj tudi v jeziku, moramo spreminjati stvari. Ne vem, no, skratka. Mogoče čist za zaključek bi rekla še to, da ta boj oziroma to negovanje oziroma to, kar je v resnici pač usmerjeno v spremembo, je v igri Lepe vide, lepo govorijo zajeto v izpovedih. V teh monologih, ki pač so nekateri bolj, drugi manj izpovedni, ampak v tem, da pravzaprav beseda, jezik nekako ne obmolkne, se ne zagrne v bistvu v travmo, v potlačitev, ampak spregovori. In se mi zdi, da mogoče je ravno v tem času, ko se je v našem okolju začelo ponovno in na najboljši možen način govoriti o spolnih zlorabah pač v zadnjem času, o sploh pač temeljnih problemih položaja, pač neenakopravnega položaja med spoloma in tako naprej, da mogoče je ravno to, da se pravi žrtev, ki spregovori in spregovori v resnici skozi svojo zgodbo, skozi svojim jezikom, da je to mogoče ena pot, ki ji pač ne moramo reči ravno boj v klasičnem pomenu besede, ampak iskanje prostora, utrjevanje poti, novih poti, drugačne poti. Ja, absolutno mislim, da je to potrebno, da je vedno pač potrebno nagovoriti stvari in dati imena, jih spraviti v jezik, ne bežati od njih. Ampak zdaj spet pa ne vem, če... Ja, to je ena od stvari, je lahko prav to. Ampak spet po drugi strani zdaj ta nenehna pozicija žrtve je spet... je ne vidim kot produktivno. No. Se pravi, če je v bistvu sam pozicija žrtve brez želje oziroma, bom rekla, dejavnosti proti spremembi, v bistvu tu nič ne reši, nič ne pripomore, se mi zdi. Se pravi, Vkolikor samo naštevam, samo govorimo, ja, ta je žrtev, recimo, ne vem, jaz žrtev pika, in brez neke akcije oziroma želje oziroma ja, dejanja, ki kliče k spremembi, se mi zdi, da, ne vem, da stagnirajo potem stvari, ker imamo žrtev, odkljukamo, ne vem, ta revček, pa evo, pa smo rešili. Smo pač obkljukali, da smo sočutni, da smo poskrbeli za ta edincati primer. In če smo za enega poskrbeli, to je že kar ok, ne rabimo več skrbeti naprej. Mislim, ne vem, tu ne znam prav dobro razložiti, ampak ta pozicija in poimenovanje žrtve je vsekakor ima eno tako, pač bi rekla, ima tudi, je dvorezen meč, no, skratka, če najdem eno. Izraz slovenski. Še mogoče zadnje vprašanje, ki se pa dotika ne toliko vsebine, ampak uprizoritev. Najbrž si videla ogromno uprizoritev svojih iger, tudi različnih pristopov. Pa me samo zanima, v bistvu, ob tem uživaš, ali je tvoja predstava že končana, ko ti končaš svojo igro. Kateri pristopi te lahko pač bolj navdušijo, mislim, če tako pogledamo, raznoliki so pristopi. Ja, mislim, zdaj prvo to zmer govorim, jaz, ko končam tekst, ko pač ga zaključim, kar ga ne nikoli, ker pa še zmer malo popravljam, ampak recimo, ko pač naredim to eno verzijo, ki je nekje, recimo temu, formalno dokončna, je zame pač to končano, kompletirano umetniško delo. Ne rabim nekje, ne precipiram svojih besedil kot podlage za uprizoritve. Če se uprizoritev zgodi, pa grem to načeloma gledam kot ne neko
ne tuje delo, ampak kot neko novo življenje svojega dela, ki je že končano. Ne znam bolje razložiti. Se pravi, uprizoritve, recimo prav izvedbe, ne gledam kot, zdaj je moje delo zaključeno. Ampak moje delo je bilo že zaključeno prej, zdaj gledam to uprizoritev in ta uprizoritev potem lahko ali pa lahko tudi ne podpre moje delo in to je to. V bistvu, kar se tiče pristopov, mi je zanimivo, da so zelo različni pristopi lahko prinesejo dobre rezultate. Niso, recimo, da bi bil isti nek režijski pristop lahko zagotovilo za dobro predstavo, ampak zelo različni pristopi, zelo različni rezultati. No, tako, nimam kakšnega, ne vem, ljubšega pristopa. Ne vem, včasih zelo klasična uprizoritev boljše funkcionira kot zelo sodobna ali pa obratno. Vendar pa si določena besedila uprizorila tudi sama. Ja, no. Pač te monodrame, ki sem jih pisala, zato da bom jaz nastopala v njih, v bistvu, sem uprizorila sama. Potem tudi nekatera ta dramska besedila, ki so bila sicer namenjena za nek oder, sem potem s kolegi uprizorila v nekih bolj, recimo temu, eksperimentalnih formatih. V bistvu te izkušnje, ko sem sama uprizarjala, so mi zelo, zelo dragocene in so mi tudi res najboljše uprizoritve mojih del, tako rekoč, ali pa vsaj ene izmed najboljših. Meni so pa dragocene predvsem zato, ker sem se res s kolegi potem, ali pa sama, kakorkoli, zelo igrala v bistvu s temi besedili, z odrom, preizkušala različne formate, pač meje, recimo temu, uprizarjanja. In sem tudi potem pač na podlagi teh izkušenj lahko pisala drugače, recimo, ali pa vsaj raziskovala na neke druge načine pisanja. No, tako. Ja, hvala, Simona. Jaz upam, da se boš še veliko igrala naprej in da bomo kmalu prebrali še nove in nove tekste. Hvala. Beletrina v živo.